Včeraj so se sestali na interventnem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Konkreten dogovor je bil, da se v roku 30 dni dopolni naša vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Med drugim morajo poskrbeti za dodatno vrtino in dopolniti načrt ravnanja z odpadki, dodaja. Če jim to uspe, naj bi dokument dobili do konca junija. Vse, kar je potrebno dopolniti, se zagotovo da dopolniti v roku enega meseca in temu bomo tudi sledili. Prihodnji teden bo Trebanjska komunala začela odpadke odvažati po ustaljenem urniku. Te odpadke bomo seveda odložili na nek ustrezen center za ravnanje z odpadki, ki izpolnjuje za to določene pogoje. Do nadaljnjega ne bomo odlagali odpadkov na noben center, ki za to nima pogojev. Župani ob tem občane pozivajo, da odpadke strogo ločujejo. In pri tistih ljudeh, ki to ne bo, je prvi ukrep, da bodo te odpadke ne bodo pobrani, drugi ukrep pa, da bo inšpektor naložil kazen približno v višini 200 evrov. Naši delavci bojo pred prevzemom te odpadke pregledali in ukolikor se ne bodo upoštevana navodila za striktno ločevanje, žal teh odpadkov ne bomo mogli prevzeti. Po podatkih komunale je zdaj ločeno zbranih frakcij slabih 30%. Na deponijo Globoko je vezanih 19 tisoč prebivalcev. Komunala Trebnje na leto pobere 5 tisoč ton komunalnih odpadkov, od tega jih 3 tisoč ton odloži na deponijo. Župani ocenjujejo, da bo med zaprtjem deponije nastal strošek med 50 in 100 tisoč evri. V teh 2 mesecih bomo strošek prevzele občine. Kajti to je, bom rekel, nujno ukrepanje ta trenutek in zaradi tega smo se občine odločile, da prevzamejo ta strošek. Ta teden so bili sicer komunalni delavci zaradi neodvoza odpadkov od srede do danes na dopustu.